V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. In s tvojim duhom. Lepo pozdravljeni vsi, ki nas spremljate pred zasloni, preko spleta. Tudi danes je lep dan za nami, marsikaj lepega smo doživeli, ali pa morda bilo tudi kaj težjega, pa se lahko za vse to zahvalimo Gospodu, ga tudi prosimo, da nam pomaga. Ta sveta maša se bo darovala za vse pokojne iz družine Hozjan in Erman in v zahvalo. Pa še obenem bi prosili za mir v družinah, za eno veselje, potrpežljivost, eno dobrohotnost, blagost, za razumevanje. Zdaj smo veliko časa skupaj, to je zelo dobro, ampak včasih prihaja tudi do kakšnih nesoglasij, pa prosimo Gospoda, da vstopa tudi v te stvari, pa nam pomaga, da lahko vztrajno gremo naprej v naših življenjih,
Na začetku svete maše poglejmo v svoje srca in obžalujmo vse tisto, kar smo slabega storili v mislih, besedah in dejanju. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privede v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Molimo, vsemogočni Bog, pomagaj nam, da bomo povsod izpričevali moč vstalega Kristusa. Njegovo vstajenje je poroštvo našega vstajenja, naj ga vse slavi dosežemo, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo iz apostolskih del. Množica teh, ki so verovali, je bila enega srca in enega duha. Tudi ni nihče govoril, da je kaj takega, kar je imel njegovega, ampak jim je bilo vse skupno. Z veliko močjo so apostoli pričevali o vstajenju Gospoda Jezusa Kristusa in obilje milosti je bilo nad vsemi. Nobenega ubogega ni bilo med njimi. Kolikor je bilo namreč posestnikov zemljišč ali hiš, so jih prodajali in ceno za prodane stvari prinašali ter polagali k nogam apostolov. Delilo pa se je vsakemu, kakor je kdo česa potreboval. Tako je Jožef, ki so mu apostoli dali priimek Barnaba, Levit doma z Cipra imel njivo, jo prodal in denar prinesel ter položil k nogam apostolov. Božja beseda. Bogu hvala. Gospod je kralj veličastva. Gospod je kralj veličastva. Gospod je kralj, oblekel je veličastvo, Gospod je oblekel moč, se je opasal, otrdil je vesoljstvo, ki ne omahne. Gospod je kralj veličastva. Otrdil je vesoljstvo, ki ne omahne, tvoj prestol je trden od pradavnine, od vekomaj si ti. Gospod je kralj veličastva. Tvoja pričevanja so zelo zanesljiva, tvoji hiši pristoja svetost, o Gospod, na večne čase. Gospod je kralj veličastva. Aleluja. Ker si me videl, Tomaž, si veroval, blagor tistim, ki niso videli, pa so verovali. Aleluja. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je rekel Jezus Nikodemu, resnično, resnično povem ti, treba vam je, da se rodite znova. Veter veje, kjer hoče in njegov glas slišiš, pa ne veš, odkot prihaja in kam gre. Tako je z vsakim, ki je rojen iz duha. Nikodemu je odgovoril, kako se more to zgoditi. Jezus mu je rekel, ti si Izraelov učitelj, pa tega ne veš. Resnično, resnično povem ti, kar vemo, govorimo in kar smo videli, spričujemo, a našega pričevanja ne sprejemate. Če sem vam govoril o podzemeljskih stvarih in ne verujete, kako boste verovali, če vam bom govoril o nebeških? Nihče ni šel v nebesa, kakor tisti, ki je prišel iz nebes, sin človekov. Kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignjen sin človekov, da bi vsak, kdor vanj veruje, imel večno življenje. Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Nekaj besed iz današnjega prvega berila in evangelija. Smo na začetku apostolskih del. Tako beremo na začetku, da je množica teh, ki so verovali, bila enega srca in enega duha. Tudi predvsem zaradi teh besed sem tudi vzel na začetku, da bi prosili tudi za mir v družinah, da je bili enega srca in enega duha. Ker se vsi na začetku, ko so prvi kristjani, so res bili takšni.
je bil mir, so se razumeli, čeprav so potem tudi bili razdori. Ampak na začetku ni bilo vse skupno. Vsak, kar je kdo potreboval, vse mu je bilo na razpolago. Kajti tisti, ki so imeli, so stvari prodajali in so seveda tisti, kateri prej niso imeli, so tudi lahko potem živeli. Pa ne zato, da berem zdaj kaj več imel, ampak tisto, kar so potrebovali. In še druga ena lepa stvar piše notre, z veliko močjo so apostoli pričevali o stajenju Gospoda Jezusa Kristusa. Torej, ni tista stvar skupna, ampak prva stvar je bila tole. Pričevanje apostolov o stajenju Jezusa Kristusa, kar je tudi cilj, smisel vsake vere, torej Jezus Kristus. Seveda je dobro, da delamo, da ima vsak vse, ampak tista prva stvar je vera, je verovanje v Jezusa Kristusa, v njegovo stajenje. Tukaj nas lahko Jezus ali pa apostoli preko teh besed nagovarja, kako smo pa mi v naših družinah, koliko mi uporabljamo darove, ki smo jih prijeli pri zakramentu svete birme, torej 7 darov smo tam prijeli, torej dar modrosti, umnosti, vednosti, dar sveta, dar pobožnosti, dar strahu Božjega, ki jih seveda lahko spremenimo v sadove. Pa se lahko tukaj vprašamo, koliko razveselimo svoje družinske člane, koliko smo do drugih dobrohotni, dobrotljivi, koliko prinašamo miru v skupnost, koliko smo krotki, koliko se prilagajamo. Vse to so sadovi Svetega Duha. Koliko poskrbimo, da se drug v naši bližini dobro počuti. Danes sem imel srečanje preko spletne aplikacije Zoom z birmanci, dobro se držijo, so veseli, so pač zadovoljni, čeprav pogrešajo šolo, je tudi dolg čas, ampak vseeno se mi videl dobro, tako da tudi doma potem družina tudi mora biti eno veselje in en mir. Človek, ko na koncu dneva, lahko tudi zdaj pri sveti maši, včasih pomislim, kaj je čez dan, kaj smo naredili, kako je dan potekal, pa včasih morda lahko imamo občutke krivde, da morda te vse sadovi, ki sem prej naštel, da morda niso bili ali pa si mislimo, da nismo nič pametnega naredili. Ampak ti občutki krivde prihajajo od skušnjavca, lahko pozitivno pogledamo, morda smo komu z našo prisotnostjo polepšali dan ali pa z nasmehom in že to lahko eno veliko delo, več pa kot pa, ne vem, mi nekaj fizičnega ali pa nekaj konkretnega naredili. Ali pa smo kakšno knjigo prebrali, pa karkoli drugega, vse je delo, pa če se trudimo po svojih močeh. Tako da lahko Gospoda pri tej sveti maši prosimo, da bi mogli darove, ki smo jih prijeli, spremeniti v vse tiste sadove, dobrote do drugega. Amen. Bratje in sestre, prosimo Kristusa, ki nas po svojem duhu združuje v eno, da bi se vedno zavedali zvišenega poslanstva v svetu. Sin živega Boga, blagoslovi svoje ljudstvo. Sin živega Boga, blagoslovi svoje ljudstvo. Blagoslavljaj tiste, ki delajo za pravično razdelitev dobrin v svetu. Sin živega Boga, blagoslovi svoje ljudstvo. Nagni srca vseh vernih, da bodo sprejemljivi za delovanje Svetega Duha. Sin živega Boga, blagoslovi svoje ljudstvo. Ti si uničil smrt in nam podelil življenje, naj ga z grehom nikoli ne zapravimo. Sin živega Boga, blagoslovi svoje ljudstvo. Bodi usmiljen sodnik vsem, ki bodo danes umrli in jim podeli večno življenje. Sin živega Boga, blagoslovi svoje ljudstvo. Usliši naše prošnje, Gospod, in nas po tej daritvi, ki jo bomo sedaj opravili, prenovi za večno življenje, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.
Hvalim Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prijeli ta kruh, tebi ga prinašamo. Sad zemlje in dela človeških rok naj nam postane kruh življenja. Bogu čast in hvala vekomaj. Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prijeli to vino, tebi ga prinašamo. Sad trte in dela človeških rok naj nam postane duhovna pijača. Bogu čast in hvala vekomaj. Molimo, bratje in sestre, naj Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz svojih rok. Hvala in čast svojemu imenu. V blago tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Nebeški Oče, za velikonočne skrivnosti naj se ti vedno zahvaljujemo. Nenehno delovanje Kristusovega odrešenja naj nam bo vir trajnega veselja po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami, In s tvojim duhom. kviško srca, Imamo jih pri Gospodu. zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da tebe, Gospod, vedno slavimo, slovesneje pa te hvalimo posebno v tem času, ko je bilo darovano naše velikonočno jagnje Kristus. Ne neha se za nas darovati in nas pri tebi vedno zagovarja in hrani. Na križu žrtvovan več ne umrje, temveč s poveličanimi ranami živi na veke. Zato se velikonočnem veselju raduje ves svet, pa tudi angeli v nebesih, nenehno prepevajo hvalnica tvoje slave in mi z njimi kličemo. Svet, svet, svet si ti Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Resnično, si svet Gospod, naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti, prosimo, po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajanje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših bratov in sester, ki si iz tega sveta poklical k sebi. S krstom si jih pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi vstanejo večno življenje. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo Devico Marijo, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha,
vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Kot posinovljeni Božji otroci skupaj molimo, kakor nas je naučil naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne opelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, na dan vstajenja si svoje učence pozdravil, mir vam bodi. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir naj bo vedno z vami. In s tvojim duhom. Jagnje Božje, ki odjemneš grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemneš grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemneš grehe sveta, podari nam mir. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Jezus, verjamem, da si navzoč v najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem se ti za tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal svojo smrtjo na križu. Želim te ljubiti bolj kakor vse drugo, predvsem pa te želim sprejeti svojo dušo. Ker te ne morem sprejeti zakramentalno, te prosim, da prideš k meni duhovno. Prosim te, da vstopiš v moje srce in prebivaš v njem. Hvala Jezu za to duhovno obhajilo, hvala za tvoj objem, hvala za to duhovno združitev s teboj. Ne dovoli, da bi se ločil od tebe, ampak mi pomagaj, da ostanem v tebi. Potrebno je bilo, da je Kristus trpel in stal, ter tako šel v svojo slavo. Aleluja. Še zmolimo molitev za zdravje v času epidemije. Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni posledic novega virusa in so preizkušani. Nakloni jim, da se jim bo zdravje izboljšalo, njihovim svojcem pa poguma in zaupanja. Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov. Raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo cerkvijo zahvaljevati. Amen. Sveta Marija, pomočnica kristjanov, Prosi za nas. Sveti Rok, zavetnik zoper kužne bolezni,
prosi za nas. Vsi božji svetniki in svetnice, Prosite za nas. molimo. Bog naš Oče, usliši naše prošnje, ta sveta zamenjava darov, naj nam v sedanjem življenju tako pomaga, da bomo dosegli veselje v nebesih po Kristusu našem Gospodu. Amen. Vam želim en lep večer, pa tudi veliko Božje bližine in zavedanja, da je On tisti, ki nam lahko da veselje, mir, odpuščanje, dobrotljivost, pa nam pri vsem tem pomaga. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdimo v miru. Bogu hvala.